Lep dober večer in dobrodošli v ciklu Nova knjiga skozi kritiko. Danes bo fokus na knjigo Marka Matičetova Na tleh je nastalo morje. Izšla je leta 2018, rekla sta mi pred kakšno minutko, da ravno pred enim letom, in sicer pri založbi Medium, Archivium Petronius. Naj za začetek obnovim vabilo, in sicer govori nekako tako o Markovem pesniškem izrazu. Ta pesniški izraz je iztiskanje besed, okoli katerih se lahko zgodi stvarjenje kapljic, to se pravi posledično tudi morje. Morje nekih pomenov, prizorov, izrekanj. Gre za redko besedo, ki zgošča predpomensko tvarino v neko lapidarno pesem. Kot sam pravi, šele ko so pesmi preglasile tišino v meni, sem jim dal svoj glas in prostor pod soncem. Te pesmi so moje življenje. Odločili smo se, da bomo dali prednost poeziji, tako da vas vabim k poslušanju Markota. Sam bo pripovedoval pesmi iz zadnje pesniške zbirke. Potem bo pa v pogovoru z mano, Petra Korčicem in pa Goranom Ignjatjem Jankovičem, pesnikom, pisateljem, založnikom, urednikom in tudi poznavalcem Markotove poezije, bomo spregovorili tako o zadnji, četrti pesniški zbirki, kakor tudi o prejšnjih treh oziroma štirih. Marko, svoj. Dobro večer. Pozdrav publiki, vsi ste mi skoraj znani, 90% spoznam. Pozdrav oblikovalcu knjige Edvinu Stepančiču, in ki je res lepo naslovnico oblikoval, ne samo v tej knjigi, ampak tudi v Braziliji. Tako da, zdaj bom pa prebral nekaj pesmi iz zadnje zbirke, potem pa bo sledil pogovor. Na tleh je nastalo morje, nad tlemi tako visoko, pod nebom tako globoko. Iz morja sva prišla, na kopnem sva, stran od prostora in časa, od sebe k tebi, v medprostor med nama, v nečas med časoma. Po čistem naključju dveh sva oba, naliva si čistega, spiva drug drugega, spiva, ko spijeva. Z juga na sever Brazilije, sonca na sonce, iz mesta v samoto, z roko v roki. Teči. Vstati in teči. Steči iz sebe z nekom je lažje kot sam od sebe. V pesmi je čas, kot v sliki ujet, da ne mine, da ne loči dveh od časa, ki mine. Izklopiti se od sveta, od ljudi in biti stvar na svetu brez pameti, brez srca, brez glasu o tebi. Predmeti, ki si jih vzela, ko si šla skozi vrata, da sem ostal za vrati, sam svoj predmet pri hiši. Tvoj las sem našel na odeji, najbrž so še kje po stanovanju. Vse si mi vzela, nekaj las si pustila. Rastlina v sobi je priča mojega življenja. Ti nisi priča. Rastlina raste skupaj z mano. Za zajtrk pijem mleko, njej natočim vodo. V sliko sladkornega stožca gledam v svojem stanovanju, v Luciji, in mislim na najin razgled iz tvojega stanovanja, v Riu. Jaz sem bil zate
nekdo drug. Nisem bil jaz. Jaz sem jaz samo zase. Zato nisem bil zate. Tukaj sem pozabil na Brazilijo v Mehiki. Tukaj bom pozabil nate. V Sošimilku, na Noetovi barki, pijemo na življenje. Noe, Abraham in Marko. Po vesoljnem potopu je morje spet pred obalo Tuluma. Ribe so spet v vodi. Majev ni več v ruševinah. Jaz sem še tukaj. No, pa pojdimo v Guerrero, mi bojevniki sabo, ki nismo doživeli vojn za neodvisnost in smo odvisni od sebe. Čili me ne peče več v ustih. Navadil sem se, kot se človek navadi na vse. Bolj kot peče, boljše je. Tekile se ne pije s soljo in z limono, ampak brez vsega, kot vino, ki sva ga pila, pijem tekilo. Bral sem Octavia Paza, Labirint samote, ko sem začel pisati pesmi. Nisem vedel pri 18 letih, da je samota v krvi. Kjer je največje mesto v Mehiki, je bilo močvirje pred stoletji. Dokler niso ljudje zgradili mesta, potem so drugi ljudje izgnali prve ljudi iz mesta. Kaj bo ostalo od nas, ki smo prišli za njimi? Od njih ni ostalo nič za nami. Vse smo pospravili v muzeje. Pred našim štetjem nismo šteli časa mi, ampak maji. Ura je bilo sonce in luna, pa so se všteli, da se bo svet končal. Nič se ne konča, niti ljubezen. Hvala. Hvala, Marko. Ko sem prej rekla pogojno četrta, gre za to, da pravzaprav o fizično knjigicah govorimo, oziroma knjigah govorimo 4 v slovenščini, in sicer prva je V vsaki stvari je ženska, ki je šla leta 2006 pri KUD-u France Prešeren in je bil urednik Goran Ignatije Janković. Potem Boš videl 2009, potem Lahko noč iz moje sobe Brazilija, ki je pogoj tudi, oziroma pogojevala tudi potem dvojezično Brazilijo. Lep pozdrav veleposlanici Brazilije, prišla nakladno na Republiko. Ja, zdravno je Slovenija, vse v redu, mislim, da niste še nič zamudili. Tako da, vse 4 knjige, ja, pravzaprav na nek način je pospremil tudi Goran, ki bo dobil besedo tik za tem, ko povem neko svoje mnenje. Omenila sem Markotovo poezijo, torej v dvojezični knjigi, redialno oziroma delno so pesmi prevedene tudi v angleščino, italijanščino, srbščino, španščino, portugalščino. Od tega imaš 2 samostojna izbora, srbski prevod izbranih pesmi Srce v pesku Copacabane, to je šlo leta 2018, letos pa še v portugalskem jeziku, in sicer, mi boš popravil, Boa noite do meu quarto Brasil. Tako. Markotov fokus je odražanje subjekta v svetu skozi bivansko držo, ki stavi na prisotnost, na biti, na bivanje in ne toliko na neko delovanje. Kot zapiše v neki pesmi, ničesar ne obiščem v flamengu, sem v flamengu. Ta poudarek na eksaktnost izražanja in zavedanja človeka, subjekta v svetu. Ta preciznost in hkrati, preciznost definiranja trenutka v svetu in subjekta v njem in hkrati
preprosta govorica, ki, kot sem uvodoma povedala, odpira mnoga branja. Lahko jo razumemo zelo enoznačno, lahko pa dopustimo tudi več branj. Slišali smo kar nekaj tekstov, ki jih je Marko pripovedoval na izust. Ne boste verjeli, tisti, ki ga še ne poznate, da je gledal samo v kazalo. To pomeni, da pesmi zna na pamet. Interpretiral jih je pa tako, da je prebral vse, ampak v tej knjigi dovolj vse v pesmi, ampak te pesmi imajo oklepaje. In oklepaj dopušča neko dvojno branje. Sama sem poskušala pesmi brati tudi samo, torej tako kot ti, potem samo brez oklepajev, pa samo z oklepaji. In pravzaprav na ta način se mi zdi, da se ta pomen v tvojih pesmih še bolj izgreduje. Morda čisto tako predvprašanje, ki se tiče te rabe oklepajev. Kako to, da si se odločil za tak, kot da ni glasu, če že govoriš o glasu? Ker sem že prej v poeziji uporabljal oklepaje, kar pogosto, ampak potem, ko sem po več letnem molku napisal prvo pesem Na tleh je nastalo morje, ali pa je bila celo ta stran prva, se mi je porodila z oklepaji, ker pač logično, na tleh je nastalo morje, na tlemi, oklepajo tako visoko, pod nebom, tako globoko, iz morja so prišla, oklepajo na kopnem sva. Sem videl, da zelo lepo grafično deluje. In kaj ti ta oklepaj pomeni? To je samo pojasnitev. Pojasnitev. Na preprosto oklepaj, ne. In potem sem pa probal, sem si rekel, zdaj bom pa mogoče še eno pesem z oklepajami. Sem moral dobiti del še eno, ne. Potem sem še eno in sem videl, da se to v bistvu da in celo, da je 9 verzov, ne. Potem sem se zadal cilj, da napišem celo knjigo v isti obliki, ki sem jo izumil, ne. Ker ta oblika je pač izumljena, ne. In sem nekaj pogruntov novih, sem moral napisati več pesmi kot eno samo. In ni zdaj tako, da bi bilo, da bi pri vsaki pesmi bili smiselni oklepaji, dalo bi se tudi brez narediti. Pri nekaterih so nujno potrebni, pri ostalih malo manj, ampak pri vseh pa se lepo vidijo in lepo zgledajo. In oklepaj je lahko tudi ščit, ali ne gre za to? Možno je, ker besede je malo besed, ki jih je treba zaščititi, ne. To pomeni, da če sta dve besede v verzu, ne, so tako vredni, ne, da jih moraš oklepaj dati, ne, da moraš zavarovati, ne. Govori to zdaj, sicer jaz o tem nisem razmišljal, če me vprašaš, je možno zdaj tako razmišljati. Ko nastaja pesem, nastaja najbolj tako, kot je zdaj na papirju. Ne nastane več besed, ki jih je potem treba ošiliti, oziroma ščrtati, oziroma jih skozi neko sito pretočiti, da ostanejo odvečne besede. Šlo se je v bistvu za razbijanje stavka, ne. Še bolj kot oklepaje mogoče zanimivo postavitev vejic, pik, ker tam, kjer bi bila v običajnem stavku, bi se povedno nadaljevala, se mi sta stavek pač razbil na dva dela, ne. Pa tam, kjer bi morala biti vejica, je recimo pika, ne. V knjigi ni vejic, ne, so samo pike. Pike celo že v naslovu. In vsak vers se začne z veliko začetnico in poved se stoji, stavek se stoji iz 3 besed, eno besedo. Vsak že naslov ima piko. Ja, to je pa tudi nekaj novega. Ja, da je to neka... To je pa poudarek na naslovu, kako je prvi vers nekaj pomembnega kot glavna ideja, s katero se napiše pesem, tako je pri meni, prvi vers je ključen in zato sem hotel poudariti ta prvi vers, bolj z odljubljenim črtom in napisati s piko in potem se pa naslednji stavki pridejo z malo več razmišljanja, prvi stavek je pa dan. Tako v tej pesniški zbirki kot v prejšnjih zaznamo neko navidezno paradoksalnost, tako kot neko izpričevanje, vendar če natančno preberemo in izvedemo čas, ko izgine, oziroma pesem zaživi in ji ta paradoks pravzaprav prvi navidezni v tem manjka.
Še posebej to občudujemo po tvojih živih nastopih. Mislim, da bi lahko rekli, da je tvoj izraz, čeprav lapidaren, zelo tudi domač performativni poeziji, namreč sam staviš na glas in ko dobi pesem, ki je naspolska, kar je njena prednost, je hkrati tudi njena šibka točka, to se pravi ta lapidarnost, zgoščevanje izraza. In ko jo dobimo na papirju, je pesem, bom rekla, je bolj nebogljena, kot pa jo vdahne performance, se pravi, kot ti z glasom jih upodobiš. In naslednja stvar, ki mi je v tej zbirki tudi izredno zanimiva, je rastlinje. Najbrž si sam tudi opazil, imamo od banan do čilijev, do čilijevih semen. Gre za nek iskanje nekih povezav, za izrekanje bivanjskih, tudi ljubezenskih izjav skozi primerjavo, neko mimikrijo z naravo. To je vprašanje, če nadaljevala. Ja, zdaj sem želela najprej, ti lahko si to prešparaš za odgovor oziroma za repliko, ki predvidevam iz tvojega izraza, da bo sledila, ampak dajmo najprej še besedo Goranu. Namreč, prej si omenil, Marko, da si izumil novo pesemsko obliko. Pesemske oblike, tudi tradicionalne, so ti bile blizu tudi v prejšnjih zbirkah, že v prvi, kot način preizkušanja najbrž mladega pesnika, kako pride do svojega glasu in do svojega izraza. Goran, kako se je zgodilo, kot urednik si dobil številne rokopise in vendar bi lahko rekli, da je Marko Matičev tvoj gojenec na pesniški sceni. Že prva pesniška zbirka je šla pod tvojim okriljem in tako vse ostale. Torej, najprej to, kaj te je prepričalo, kakva je Markotova poezija. Tisti, ki poznamo tvojo poezijo, vidimo, da pravzaprav stavita oba na tolikokrat omenjeno zgoščevanje izraza, ki ima hkrati neko lirično komponento, hkrati pa samo izrazoslovje in jezik ostane zelo trdno na tleh oziroma kot v vsakdanjem govoru. In se ta poetični učinek sproži šele iz magnetenja, ki nastane med pesmimi. To mislim, da imata vidva oba. Potem pa predvsem me zanima tudi ta lok, kako opažaš, da je prihajalo od prve do zdaj četrte samostojne zbirke. Dobro večer, imam običaj reći pardon na srbohrvaščini. S birokratama i tako, ovo je sasvim druga scena, ali je praznik slovenskog jezika, pa zato pardoniram na srbohrvaščini. Pa bilo je rukopisa dosta, dakle, naša programska orijentacija u pokojnom putu France Prešeren je bila dvojako usmjerena, znači na prvence domaćih mladih autora i na pokrivanje bijelih mjesta u slovenskoj prevodnoj literaturi. Ono što drugi veći, mi smo najmanji bili, drugi veći izdavači ne nalaze nikakav interes za objavljivanje. Pa ako bi se, što se tiče rukopisa, dakle, ako prođe taj prvi stupanj, da tako kažem, onda bi slijedio konkretan razgovor, onda bi kontaktirao i šta je presudilo? Presudila je, prva knjiga je Sve žene su zaljubljene u nju, doslovno lijepa riječ, prilično klasično napisana, znači tu je i forma soneta, tu je i rima i tako dalje. Tu su pjesničke slike koje idu uz, da ne kažem, pojam, uz beletrinu.
ne mislim izdavača ovdašnjeg, nego mislim na sam pojam. Ono što je presudilo sem izvrsne poezije, taj prvi susret i to sad da ne idem u metafiziku, dakle, talasi, valovi. Isti djelić sekunde sam vidio da je čovjek čist, da je na svom mjestu, da je čist i da je posvećen. Mislim da nema govora ni o kakvoj ljudskoj djelatnosti, ni o kakvom radu, niti čak ni o druženju, ništa, ako to nije posvećeno. Znači, to je bilo sem konkretnih Markovih pjesama, to je bilo to, vjerovatno i Marko vidio nešto slično u meni, što nas je povezalo, čini mi se. Sem toga što smo južnjaci, jel? Mislim, nažalost nisam primorac, ali sam dupli južnjak, jel? Tako da i temperamentom i bez obzira na razliku u godinama, tu smo, jel, najbanalnije rečeno, na frekvencija je tu negdje ista. Pitanje je bilo puno, prvo sam upamtio, ko je pol nadaljevala sa Ja, projektom, ko si pa spremenjala in ko veš to razliko. Dakle, konkretna stvar koju želim da kažem, dakle, nema tu moje intervencija. Samo u jednoj knjizi ima jedna, što se može reći, intervencijom, u trećoj, u prve dvije i u ovoj zadnjoj, apsolutno ništa, to je to, kako je Marko, kako mi donese, tu nema, ja nemam uredničkog posla s Markom nikakvog. Mi smo imali razgovore dok je Marko još studirao tu i malo češće i više, dok je bio mlađi, jeli, koji nisu bili ni dugi, ni su, to većina ljudi ne bi ni izgledalo kao pričaju dva umjetnika, jel, nešto, ali uspjevali smo na svoj, rekao sam, južnjački način da tu i to je to, jel, da tako poslužim se onomatopejom. Prva je, dakle, neću tražiti neke komparativističke riječi, rekao sam prekrasna, prelijepa knjiga, sve žene je obožavaju, koje su je vidjele, jel, pa i ja sam se zaljubio normalno u nju i nije mi bilo, jedva sam se susrećuo kad me donio sljedeću knjigu da ne kažem oj, daj, molim te, nešto slično, što bi bila katastrofalna greška, jeli, Marko je krenuo dalje. Znači, počeo je stvarno da radi, znači počeo je da rješava konkretne probleme na koje je nailazio u svom pjesničkom putu. Pa možda je za nekoga i izgledalo to malo i hermetično i u svakom slučaju kontra od prve knjige, druga i treća, jeli, sad na osnovu ove četvrte je jasno da to nije ni nije zatvoreno, nije samo njegovo, nego jednostavno rješavaju probleme i da bi to procvjetalo u četvrtoj knjizi, dakle u ovoj koja je, da ne pretjerujem da kažem malo čudo, jer je struktura, znači jedan roman se ne bi postidio takve strukture. Govorimo o zbirci poezije, koja ima minimalnu
adekvatan broj stihova, minimalan broj riječi, jeli, i zbog toga nije imao šanse da ga objavi takozvani ugledni izdavač, neki ili recentni, jer jednostavno ne zadovoljava kvantitet. Znači, to je suviše malo, to bi neko starije, veće pjesničko ime uspio da objavi takvu zbirku, ali mlad čovjek to nema teorije, jednostavno neće da glede urednici takve stvari. Te zagrade koje ste spominjali, kao primijetili su ljudi to, jeli, razni, to je, kao što stoji u pratećem tekstu u knjizi, to je more, to su talasi, to su valovi, znači. Sad, bez toga što je Marko ispričao, ok, Marko je dao to kako je išlo, teklo, ali ne poznavajući to, jer čitalac čita i to je prvi osjećaj. Znači, da ne kažem dvojnost, bolje da kažem dvojina, jel, mora, koja je, sem što je grafički to paše, to je identično i sa ritmične strane. I to neprestano radi to, međutim, to nije samo na toj površinskoj, grafičkoj, ritmičkoj, ako je to površinski, nego to ide onda na koncu knjige shvati da je u stvar, rekao neću velike riječi, ontološka, znači bivstvena stvar. Knjiga počinje s dvojinom, koja je nezaobilazna, istaknuta vrlo u svim njegovim knjigama i kad je na izgled nema, jeli, knjiga počinje s dvojinom i to valovanje, dakle, savršeno odgovara, gubi se ta, kao i sve druge žive stvari, i dvojina dođe vrijeme da odumre, da nestane, jeli, znači, tu je Brazilija, odnosno Brazil, nestaje dvojina, tu je samoća, tu je soba, ali kakva samoća? Znači, ne samo da je nestala dvojina, nego je nestala s dvojinom i jednina. Nema, znači, nema dvoje, ali nema ni, da ne kažem, njega, nema. Onda ide ponovna izgradnja jednine samog sebe, dakle. Ne zbog toga da se to treba se uraditi, mora se, to je ovo, ono, nego da bi se opet došlo do dvojine, jel? Malo prije si spominjala biljke, par ima biljki, ima još par nekih stvari, ima pauk, nema tu mnogo, jel, može se taksativno nabrojati. Mravlje, park. Jeste, dlaka. Las. Pa semena čiljev. Jeste, vrlo, znači, s jedne strane, krajnje, da kažem, ne u negativnom smislu, ali krajnje banalno, s druge strane, nabijeno značenjima i ja sam jednostavno, meni se onda otvorilo u stvari, znači, na kako da kažem, primitivno, znači, u značenju prvobitno, ne u negativnoj konotaciji primitivan, nego prvobitan. Znači, te prvobitne stvari, taj pauk, mrav, dlaka, oni su pomogli da se
nanovo formira jednina. Da se ispravi i stane na noge, da stane uspravno. Znači, Luk je taj od te prve knjige kad je Marko propjevao. I propjevao je, ustupio je, mislim, suvereno, jako i na ekstremno lijep način, dakle, čuti se poštovanje, posvećenost, one kategorije koje drastično nedostaju u današnjem svijetu. Onda ide, kako da kažem, dakle, rudarski posao. Druga i treća knjiga su rudarski posao. Četvrta knjiga je rezultat tog rudarenja. Ovo je moj dojam, ti sad popravljaj, odnosno njega. Takav stil, slog, takva jezgrovitost, uz takvu posvećenost, uz to da mi se u zadnjih godina vrlo rijetko se viđamo, ali znam da svaki sekund Marko živi tako, jel? Da u stvari to, da je odabro, da je shvatio čovjek, da je to život pravi, jel? Da ne gubi vrijeme. Znači, u startu je Marko, prvi pjesnik koji mi je pao na pamet poslije tog prvog susreta, poslije razgovora, bio je, ne znam koliko poznajete, Vasko Popa, veliki pjesnik, srpski, odnosno slovenski. Razlike su ogromne, sad ne upoređujem ja, ali Vasko mi je pao upravo zbog te jezgrovitosti i zbog tog, znači, nema foliranja tu. To je težak rad. To jest pjevanje, ali ne dolazi se do toga, to nije ovo, ima tu dobrih stvari, ali ja bih rekao ovo trabunjanje koje je uzelo maha, koje u biti nije poezija, to je samo stavljeno u formu stiha. Najveći dio, smijem tako reći, najveći dio već dugo vremena poezije, čak i svjetske, jel? Sem ljudi koji... Kod izrekanja. Pričam ti priču, evo isto ovako se stavi u formu bez pjesničkih slika. Ok, nema nekog ritma, nema ti nekih pjesničkih glavnih pokazatelja. To je jednostavno prozna priča, stavljena u stihove. Ili neko oneobičavanje, ili neka nerazumljivost, ili... Sad sam sad Zanimivo se mi zdi, ko si tudi ti poudaril to neko večplastnost same besede, ne, ko jo izbere in dal si primer pajka, recimo. Že kontekstualno se ta podoba izgradi, ne, pravzaprav nek simbol, ne, ker je pomembno, kje je ta pajk. To je nad mojo glavo napišeno. To se pravi, če je pajk nekaj, ne, kar gradi mreže ali pa plete mreže, je nad tabo, ne, potem ne moramo ostati samo pri enem malem pajcu in živalici. Lahko pa nam odpre to, kar pravim, drugo, ne, kot v morju, en drug val interpretacije. Tako. Jedan od glavnih kvaliteta, dakle, ono što površan čovjek ili uzme, šta je ovo? Tako.
ali... Tako. In podobno se mi zdi tudi v pesmi, ki sem jih že omenila, kot je ta z banano, Oljubljen sem in še Oljubljen sem in mnoge druge, pa recimo primer tudi pesmi Čili in potem semena čilijev, ker gre spet za to, kaj zdaj simbolično lahko čili pomeni, predvsem v kontekstu zunaj slovenskega prostora, ker potem to asocira še na geografski prostor, ki nikoli ne more biti samo geografski, ampak je tudi mentalni, je tudi kulturno pogojen in tako naprej. Hkrati pa se to aplicira na osebno intimno zgodbo, ali kako ti praviš, razpuščanje ali pa sestavljanje, bomo rekli oboje, dvojine ali pa tudi ednine. In ta čili in pekočnost se mi zdi, da je spet ena stvar, ki se pojavi nekje na sredi zbirke, potem na koncu. In seveda čilijeve semena so zato, da bo počakal. To se pravi, to razpiranje tudi prostora. In ko omenjam prostor, mislim, da je pravi čas, da se prepustimo tudi temu, kar si Goran rekel, pravi, omenil si južnjaški duh, da vaju povezuje. Najbolj na začetku najprej tisto vprašanje, ne Brazilija in ne Mehika, ampak Marko, tvoj domači prostor. Ali meniš, da pesnika ali pa sploh tebe, tvoj prostor, odkudar izhajaš, oblikuje, označuje, daje neko patino v pesniškem izrazu? Pri meni je tako, da to še je eden najpomembnejših dejavnikov je prostor, ker tudi ker živim na morju, imam ogromno morje v pesmi, ravno zato, če bi živel v Ljubljani, ne vem, če bi pisal, ker to enostavno ne najdem nekega navdiha. In če mi pa zmanjka še doma, navdiha pa potujem po svetu in potem tam takoj dobim spet kaj za napisati. To je vedno najboljša rešitev za nadaljevanje s poezijo, je, da grem na potovanje. Je bolj pomembno, kot da recimo berem doma knjige, dosti bolj pomembno. In ta prostor je res zelo, zelo, zelo pomembno. Se pravi, potem v tretji zbirki in posledično rečemo tretji in pol in pa v četrti imamo tako Brazilijo kot Mehiko. Obe deželi nekako vsiljujeta vprašanje o komplementarnosti, ker sta z neko sproščenostjo, stereotipnim pogledom ali predstavo o teh dveh deželah, ki naj bi bil glede na srednjeevropski prostor, odkudar izhajamo, čeprav si poudaril, zdaj tvoj sredozemski, mediteranski. Vseeno smo nakopičeni z neko, bom rekla, bolj togostjo, pravili in omenjeni deželi se mi zdaj razpirata pa, bom rekla, nekaj, kar bi morebiti na prvo žogo pričakovali v poeziji kot nek sproščen jezik, pesniški jezik, varjujoč, plesen oziroma divji. Vsekakor nekaj, kar se mi zdi, da je ravno v nekem nasprotju s tvojim pesniškim izrazom. In zato se mi je, kot sem ti napovedala, pravzaprav zastavil izraz komplementarnost, se pravi, da eno z drugim potem deluje nekako kot celota. Kako sam zasleduješ to? Torej, zakaj sploh Brazilija, Mehika? Kaj ti pomeni ta prostor? Kaj nasprotje med mojim zaprtostjo izrazom in naprtostjo? Ja, nekako, kako vidiš? Kako je komplementarno v bistvu odziv na? V bistvu to, kar pišem v Braziliji, je zelo odprt pesniški izraz. Ta moja knjiga Lahko noč iz moje sobe Brazilija je napisana, je razdeljena na prvi del, ki je soba, ki je premišljevanje v sebi in potem se odpre Brazilija. Pesmi so vedno kratke, ampak so napisane v lahkotnem slogu, v enem zamahu in izražajo ta brazilski duh odprtosti. Govorijo tudi o tem, kako grem na zabavo, kako grem na plažo. Mislim, niso neke velike teme, ampak so
ampak sporočilo je pač, da se pač živi življenje zdaj, da se je odgovor na prvi del zbirke, kjer se sprašujem v smislu življenja, je pač drugi del zbirke v celoti odgovor, na tak način se živi. In mislim, da so kar 10 pesmi v skladu z brazilskim ali z mehiškim življenjem, ker tudi ta zbirka na tleh je nastalo more, čeprav je napisana na tak zahteven način, je pa lep, se lepo bere, hoče. Na mestoma so posebno te mehiški pesmi, ko rečem na Noetovi barki pijemo, pa to je celo kaj duhovito. Tako da ni to neko težko branje, je precej mehiškega razpoloženja not in veselja življenja tudi. Kljub težkim temam je tudi precej veselja življenja not izraženo. Pa vendar praviš kljub težkim temam. In tu smo zdaj pri tem, kar je tudi Goran, ki ti sledi, ki je pravzaprav en tak natančen bralec tvoje poezije od samih začetkov in je vzpostavil odnos do dvojine. Sama sem si zamislila, da ne morem mimo vprašanja o tem, kaj tebi pomeni ta dvojinskost, ljubezen, tudi erotična ljubezen, samo in zgolj, koliko je tega razvidnega, seveda potem v poeziji sami. Mislim, ljubezen je navdih vsega. Tudi če pesem ni ljubezenska, je pač izvor v ljubezni. Če pesem ni ljubezenska? Tudi ves ta cikl, ko je nastal v sobi, je pač zaradi ljubezni nastal. Ko pišemo v sobi o luči, da se ne odbira zaves, vse pesmi, tudi celo Brazilija, vse. Tako da to je izvor in to je najpomembnejše pri pisanju, pri literarnem ustvarjanju, pri umetnosti nasploh. Tudi Picasso je vedno spremenil svoj slog, ko je spoznal novo žensko. Tako da ljubezen je pač glavna in iz tega se vse rodi, razvije in hoče pač se naveličaš pisati o ljubezni, ne? Tudi jaz sem se, zdaj pišemo o balinanju, ampak je ljubezen, ne? Tak podanja. Ja. Najbolj nehvaležno vprašanje se mi zdi, da je za pesnika, da ga povprašam, kaj je zanj pesem. Ampak verjemi mi, da vsak pesnik pove svoj odgovor. Ker tle ne pričakujem neke definicije, ampak eno tako osebno razlago. To je še dobro, da si mi prej poslala vprašanje, da se malo razmišljam. Mislim, čisto na hitro, ampak vseeno. To je najlepša povezanost, najmočnejša povezanost besed med sabo, ki se privlačijo kot magnet, ne? In da hkrati vzpostavijo ritmičnost, zvočnost in vzbujajo čustva pri ljudeh, mišljenje in še, da nekaj pomenijo, nekaj globokega. In da so na čim bolj zgoščenem mestu, na čim krajši način povedane. Pač poezija je nekaj, še vedno sem pristaš te klasične definicije poezije, da ni to pesem v prozi, mislim, da ni to proza, kar zagovarja Zupan, da je poezija, da sploh ni nič, da to je brez veze, da so verzije, da ne obstaja več, da je mrtva, no, to mnogi ljudje pravijo. Ampak zna biti tudi v prozi poezija, sej, če te beležke v mojem avtorju so v bistvu pesmi v prozi, ne. In v prvi zbirki in v razredni in to so moje 3 pesmi v prozi, tako da sem jih pisal, kot da bi pisal pesem, da ni boljše zvenijo. To je tako za me pesem.
glede na to, da imaš, kot je ti Goran povedal, zelo posvečen odnos do poezije in glede na to, da praviš, da mnogi danes to svetost sami poeziji, liriki, poetičnemu jemljajo težo in ne verjamejo več van, koliko imaš nekih, bom rekla, somišljenikov, bralcev in kakva je po tvojem mnenju recepcija, sprejem tvoje poezije, si zadovoljen ali imaš občutek, kot da se ukvarjaš skoraj da izumrlo vrsto? No, ker sem prej rekel, da pač kakšni so trendi v sodobni poeziji, pač logično skaja, da pač ne maram sodobne poezije. Berem jo zgolj informativno, da se seznanim, kaj se ljudje pišejo. Ampak pač v tem ne uživam. Zdaj videl so tu poleg mene, videl pišeta drugače, moram reči, in Goran in ti, tako da vajno in literaturo cenim, ampak potem recimo tudi so določene izjeme znotraj tega tipa poezije, recimo Tone Škrjanec spada v to šolo tega urbanega pisanja, ampak pač se razlikuje. Razlikuje se od drugih, ki pišejo podobno, ker je pač tega zanimivo brati, ker je duhovit, ker se nasmeješ, ni monotono, da nekaj prebereš in pozabiš, kar se pravi. To pa, da pač berem in pač pozabim, kaj sem bral, se mi pa dogaja pač pri drugih, razen pač pri teh slovenskih klasičnih pesnikih, mislim, iz druge polovice 20. stoletja, Strniša, Zajec, Kovič. So njihove besede imajo težo, da so večne, ampak žal v našem času se itak se na vse pozabi, mislim. Lahko je nekaj dobrega, ampak pač ljudje berejo tisto, kar pač novo pride, potem drugo leto spet, tako da v bistvu najboljše kupiti recimo 10 najboljših knjig po svojem mnenju in imeti doma in to brati. Pa spremljati, če te kaj preseneti, to izdelam v knjižnici, gledam, ko so te revije, da vidim, če kaj zanimivega in če naletim na kaj zanimivega, se to zapomnim in pač si želim imeti to knjigo. Kako pa s tujimi avtorji? S tujimi pa... Slediš mogoče danske produkciji ali pa prevodom v slovenščino? Večinoma berem te revije, v eni italijanski reviji so izdali moje pesmi v italijanskem prevodu in ta revija objavlja večinoma špansko-ameriške pesnike v italijanskem prevodu po originalu, tako da to berem, to internacionalno revijo. Pa kaj je brazilskih pesnikov berem. Je dobro, je koristno, se še učim jezika. Se ti zdi, če poznaš nekako to brazilsko pesniško sceno, se ti zdi, da je v čemkoli sorodna slovensko, ali imaš občutek, da ta val ameriškega zgledovanja se je tle predvsem domači v mainstreamu slovenske poezije sodobne? Malo se razlikuje, je bolj ritmično brazilska. Tudi, ko sem bil tam na literarni večeri, tudi ljudje na pamet govorijo pesmi, to ni nič posebnega, to je to v Sloveniji nekaj posebnega. Tam pa inštrumente imajo zraven, pojejo, je zelo povezano z muziko. Spomnila sem se napisal tvojo pesem, ko praviš, da ravno v trenutku, ko te čisto nihče ne razume, ko v Braziliji govoriš oziroma bereš svojo pesem, da ravno takrat si ti najbolj ti in tvoja pesem najbolj tvoja. Je pravzaprav pesem najbolj tvoja. To je ta izmed teh tako imenovanih prej uvodoma imenovanih paradoksov, ki pa pravzaprav niso, ne? Ker s tem, po mojem mnenju, poveš ravno to, kako svojo esenco najbolj povežeš takrat, ko sploh ni pomen besed sam na sebi ključen, ampak to, kar sem jaz, pa si tudi dotirali ta magnetizem lapidarno izbranih, torej lapidarne govorice izbranih besed. Tako da vseeno še tisto vprašanje, če vendarle se ti zdi, da je ne samo zdaj si naštel slovenske tako rekoč kanonične pesnike iz modernizma, ki se ti zdijo zanimivi in večni oziroma jih rad prebiraš. Zanima me še ta del,
kakšen se ti zdi recept, kako tebe ljudi berejo, kakšni so ti odzivi, si zadovoljen? Dobivam zelo dobre komentarje ljudi, kar je najpomembnejše. Dobivam res fantastične komentarje. Danes je bila ena gospa italijanska skupnost, niti ne razumem tako dobro slovensko, ampak je ni mogla prehvaliti, kako je tudi skušala prevesti to, kako uživa, vsaka beseda si na svojem mestu. Kritiški odzivi pač jih ni. Kritiški odzivi ni. Sta 2 kritiki po vsaki moji knjigi. V nobeni ugledni reviji ne izhajajo, zato ker to uredniška politika revije prepreči. Zato ker uredništvo ima čez pesniki, ki pač hočejo, da se piše samo o knjigah, ki so povprečne in ki so slabše od te, ko jih pišejo sami. In pač kritičnih odnivov ni, s tem, da je treba reči tudi, da ni več del književnih listov, da so se izrodili v propagando mladinske knjige in študentske založbe, da naši kritiki očitno nimajo svoje pameti, da bi sami raziskali kaj dobro literaturo, ampak da pišejo v knjigah in ponujajo založbe. Tako da kar izide je na Radiu Študent, kakšna kritika. Lutman mi napiše vedno kritiko, Andrej, in to se konča. Ampak, mislim, sej tudi, če bi bile kritike, se kaj pa je, se drugo leto izide nova knjiga, pa se vam vse pozabi. To še ne pomeni, lahko bi imel 10 kritik. Bistveno je, kako doseči, da ljudje to berejo in to, da se na to ne pozabi. Pač se more nekdo to prebrati, povedati naprej nekomu in da se to prenaša. To je moj cilj, da bi bilo tako. Pred uradnim začetkom pogovora smo se pa tudi vsi trije strinjali, da se prostor za poezijo drastično krči. Vse, kar ti govoriš, so tudi simptomi tega krčenja, ko se iz nekega polja poezije, kar se je nekoč govorilo, zamejuje že na vrtiček, kmalu božje lonec ali pa kotel, pa že vemo, kje smo in kaj se kuha v kotlih. Mislim, da je čas, da naša kritiška beseda mislim, da je bila zelo smiselna. Hvala ti za vse te tvoje poglede in na sceno, brez lake na jeziku, kot bi rekli. Pa vendarle bomo dali prednost poeziji sami in pripovedoval še nekaj pesmi. Dobro, lahko še z kakve druge razlike. Da vidim pokazalo. Ja, če te moti, lahko te listke doma. Moje srce je zakopano v pesku na plaži Copacabane. Moje srce ni pokopano, mojega srca se ne da pokopati. Lahko se ga za hip da od srca, da se ne razpoči od srčnih radosti. Od bolečin srca, moje srce je vroč pesek, ki ga hladijo valovi Atlantika. Na Corcovado sem šel samo enkrat, gor sem šel sam, gledal sem dol na Rio, dol v Riu sem potem gledal gor na Corcovado. Naslednjič, ko grem, bom šel še z nekom. Odprl sem okno, da slišim na ulico, igrajo na bobne, odpirajo se okna, ustavlja se promet, ljudje so na nogah, vržem se mednje skozi okno. Na tržnici srečam Slovenca, sredi brazilske portugalščine, govoriva slovensko. Zaiskrijo se mu oči, zasolzijo se mu oči, podari mi okrasek, za spomin, za domov. Brazilcem na nekem manjšem literarnem večeru sredi Rija sedimo v krogu, recitiram svoje pesmi v slovenščini. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor. Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor.
Takrat, v čisti nerazumljenosti, se mi moje besede zazdijo najbolj moje. Ravno takrat, ko se drugim v krogu zazdim prvič tuj. Fučibol se žoga na Alma, nogomet se igra v duši, je rekel pesnik Carlos Drummond de Andrade. Fučibol se žoga na praja, nogomet se igra na plaži, igrajo ga ženske, prav tako kot moški. V krogu si podajo žogo, z glavo, z nogami, s telesi, vsakim delčkom telesa, razen z rokami. Po igri si sežejo v roke. Ko letim nad Amazonijo, se spomnim, da sem bil deček, ki je gledal v atlas sveta, v vjuge te zelene reke, na zeleni površini. Sem še vedno ta, ki gleda v atlas sveta, ali sem res tu, na to zeleno površino? Ko letim nad Amazonijo, ne vem več, ali letim nad njo, ali nad svojim prividom. V Natalu sem se znova rodil, svoje starosti življenje sem pustil pred Natalom. Da se me novo življenje dotakne, sem hodil bos, japonke sem držal v eni roki, z drugo sem pomahal neznancu v pozdrav. Poslušam radijski prenos tekme med Flamengom in Santosom. Bolje vidim tekmo, če jo poslušam, kot če bi jo gledal. Še bolje jo slišim, če zaprem oči in sanjam, da sem tam. S travnate površine stadiona Maracana sem utrgal travno bilko. Zavil sem jo v papir in jo kot drogo iz Brazilije v nahrbtniku prepeljal v Slovenijo. In glej, ko sem doma odvil papir, v njem ni bilo ničesar. Vrnil se bom tja. Če ima kdo od vas kako vprašanje, kak komentar? Še kaj prebajno? Še? Kako je izprti? No, ga vidiš. Kaj imaš? Ja, imam. Sonet. Kako si zmogla toliko golote, a zdaj si bosa vila v mojem snu, ko rad bi te objel okrog pasu, polagam svojo dlan na dlan samote. Besede so iz notranje lepote, pogrešam jih iz tvojega glasu, povsem si govorila brez sramu, v tvojem govoru je ples lahkote. Živim na krilih tvoje govorice, oddaleč gledam zemeljske ljudi, pristati se bojim na tleh resnice, ustvarjam si planet notranjosti, ki je zaljubljen vate in v vrstice in v enem samem krogu se vrti. Skozi okno je gledala morje ves dan, z balkona sem gledal v zvezde vso noč, ladje, otoki, na tisoče ladij v njenem molčanju, na tisoče otokov v mojem hotenju, joj, ladje, otoki. V vsaki stvari je ženska, v pomaranči, ki me zapeljuje, v sadežu, ki ga božam, v lupini, ki jo slačim, v mesu, ki se van zagrizem, v okusu, ki me oblije, v vsaki stvari je ženska, v dveh požirkih vode, ki jo naredim pred spanjem, enega zate in drugega zame. V vsaki stvari je ženska. Eno ljubljansko. In spet prišla je jesen, njeni listi so solze, ki padajo z dreves. Drevesa so moji bratje, z mrzlimi vejami se držimo za roke. Ljubljana nam kaže svoj sivi hrbet. Ta zadnji vers se mi zdi zelo značilen vers primorskega pesnika. In lahko bi se podpisal zraven še, ne vem, Kosovel, pa Zlobec, pa skratka se mi zdi, da ta odtujenost v Ljubljani kako posta. Med prvima dvema pesmima, ki si jo prebral iz prve zbirke, je zavedana taka velika praznina, skratka zelo sta različni oblikovno. In tu bi se lahko strinjala z Goranom,
da je pravzaprav tvoj razvojni napredek res v prečiščenje, tako da zadnja knjiga, če nekako sklenemo ta večer, kaže res močno prečiščenost in tudi uravnovešenost izraza. Mislim, da v prvi je še ogromno zelo tako različnega materijala, ker pač prvo menišče, ki pride. Iskal, kar mi je najboljše, tako. In potem sem našel. Tako, ker druga pesma recimo zelo dobra, ki se je bila krati. Sem našel kar mi je najbolj ustrezen, potem sem se podržal samo še tega. In nisem v bistvu... Temu tudi slediš nekako sem sledil, nisem več mogel dobiti nazaj, čeprav, mislim, ne vem, v bistvu ni bilo več odločitev, da sem ostal pri tem, ampak se nisem več mogel iti stran tega. Glede na to, da si rekel, da po vsaki zbirki poveš, da ne veš, če boš še kdaj napisal kako pesem, prej si omenil, da pišeš o balinanju. Lahko kaj poveš o tem, ali to bil samo sarkazem? Povedal eno pesem. No, izvoli. Planeti krožijo okrog Zemlje, bale okrog balinčka. Na balinišču, ki je ravna ploskev kot Zemlja, za nas, ki nismo brali Galileja, ki nismo potovali s Kolumbom, ki nismo odkrili ničesar, ki živimo v svetu pred velikimi odkritji, kot stari Rimljani v starorimski provinci. Za njimi tukaj ni ostal noben kamen, samo ta igra, ki jo igramo po našem. Marko, ostani še naprej samosvoj. Želim veliko navdiha in morij na različnih tleh, ki se bodo pojavljala v tvojem življenju, v tem pesniškem življenju. Hvala vsem vam, da ste prišli. Upam, da, čeprav Marka poznate, nekateri verjetno dobro, upam, da se je kako novo stran pot v poznanju in branju njegove poezije odkrili, da boste pri ponovnem branju mogoče šli še po tistih stezicah. Hvala, Goran Ignatije Janković, da si se odzval po vabilu, predstavil tako kolegijalno, pesniško, prijateljsko, tudi uredniško in kritiško pesniški dosedanji opus Marka Matičetova in mislim, da en aplavz še enkrat novi knjigi, ki je stara že 1 leto in pa Marku za ta uspeh.